Vsak dan se začne enako. Ponoviti praštevila do 60 in kvadrate do 20, preden vstanem iz postelje. Iti skozi vrata z desno nogo. Kozarec odložiti z vsemi 5 prsti naenkrat. Mamico vprašati, ali sem pridna. Zjutraj vsak dan narisati risbico. Zobni ščetki morata v kozarcu stati vzporedno. Hej, kdaj so nam pa sporočili to? Ne, noben mi nič ni povedal. Koliko je pa strani za prebrati? 2. Antidepresivi ne pomagajo, ker dokler jih jemljem, mi mami ne pusti nikamor, da ne bi slučajno pila alkohola. Pobegnem od doma, na rejv v Rogu. Moj prvi rejv, zadnjič v Rogu. S fantom, s katerim sva se isti dan spogledala na avtobusu, se našla na Instagramu. Si razdeliva moj prvi ekstasi, ki sem ga dobila od kolega z medicine. Potem pa seksava pri njegovi babici, ker še nočem iti domov. Z drugim kolegom medicincem se zmenim za gobice pri njegovem kolegu, ki ga ne poznam in prehitro vozi po regionalnih cestah. Za trenutek nisem več samomorilna, ker se bojim, da bomo umrli. Prispemo do hiše, kjer kolega od kolega živi z mamo in babico. Gremo v zgornje nadstropje. Pripravita mi 3 grame, pravita, da bo to dobra doza. Pojem. Čakam. Kadim joint. Delam jogo. Gledam ekran računalnika. A je to video? Ne. Ampak se nekaj premika. Zadeta si, Lana. Sama se res ne premika. V tvoji glavi ja. Gibanje prestopi meje ekrana. Tako zelo je vroče. Jaz sem toliko potrebna. Slečem zgornji del. Vem, da spodnjega ne smem, ker imam menstruacijo. Grem na posteljo kolega od kolega. Roko zarijem v hlače. Začnem se dotikati svoje pičke. Naenkrat se nad mano pojavi kolega od kolega. Poljubljava se, na kar reče, jaz grem zdaj na čik. To mi ni všeč. Začnem kričati. Kolega in kolega od kolega se morata zdaj ukvarjati z mano in ne s kajenjem.
Skušata me utišati, ker sta spodaj mami in babi kolega od kolega. Oba ugriznem do krvi. Nisem več v svojem telesu. Mislim, da umiram. Na poti do hiše smo imeli prometno nesrečo. Mentalno se postavljam od mami in najinih dveh muck. Vidim svoje telo razmesarjeno v avtomobilu. Umrem. Živjo, jaz sem Lana in za tiste, ki me še ne poznate, imam obsesivno-kompulzivno motnjo. In danes smo sem tukaj, ker sem brala svoj dnevnik in sem našla noter par pesmi, ki bi vam jih rada prebrala. Ne bom rada. Pojavijo se podgane z rožastimi klobuki. Krohotajo se mi. Vseeno, vse je vseeno. Pravijo, da bi lahko počela karkoli, kadarkoli, namesto da sem vsak dan ponavljala praštevila do 60 in kvadrate do 20. Postanem voda, nato atom kisika, elektron. Na koncu pa neznaten delec neskončnega zlato-rjavega fraktala. Končno sem srečna. Odprem desno oko. Pred seboj zagledam parket, mokra v lastnem scanju. Zraven mene kolega od kolega. Kolega je spizdil ob 5. A bi govejo juho, jo je mami naredila. V tišini jeva juho, na kar se spomnim. In prvič v življenju mi je vseeno. To je bil zadnji del sklopa branja poezije iz mojega dnevnika. Tako da hvala, da ste bili z mano in se vidimo še kdaj. Čau!